Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Ali ste že kdaj slišali za eksotične živali? Ali veste, katere živali uvrščamo mednje? No, če bi radi izvedeli več o tem, ostanite z nami, saj se bomo prav o tem pogovarjali v današnji oddaji. Z mano v studiu sta že gospa Anka Kolec in gospod Lovro Lah, člana družinskega gledališča Kolenc-Vač pri Litiji, ki že 30 let s pomočjo narave in umetnosti poučuje otroke po celotni Sloveniji, včasih pa tudi izven nje. Danes pa nam bosta predstavila pravi mali živalski vrt. Lepo pozdravljena. Ja, hvala, enako, dober dan. Kaj torej sploh so eksotične živali? Ja, eksotične živali živijo v tropskih krajih in pač so naši ljubljenčki vzeti tam iz narave, a ne? To pač na ta način jih imamo. No, na kak način pa ste vi povezani z njimi? Šti? Ja, kar je. Mogoče bi samo še dodal tudi pri eksotičnih živali. Se pravi, so res živali, ki jih pač ne moremo srečati v našem naravnem okolju, ne, so živali, ki res živijo drugje. So pa ponovadi to res tropski kraji, ker veliko drugih živali živi v okoljih, ki jih poznamo. So pa eksotične živali v zadnjem času zelo popularne, oziroma jih veliko ljudi ima doma. Pa mogoče ni to, da se navežem zdaj na naslednje vprašanje, mogoče to ni najboljša stvar, ker mi v našem gledališču te živalice imamo oziroma skrbimo za njih predvsem iz drugih razlogov, ne toliko zaradi tega, da bi jih imeli doma in jih občudovali, ampak ker je to del našega poslanstva, našega gledališča, ki pa ga bo predstavila moja dobra prijateljica in sodelavka Anka Kolenc. Ja, naše gledališče, če je zdaj to na vrsti lahko, naše gledališče pravzaprav sega na vsa področja življenja in tako, kot ste že uvodoma povedali, skrbi za izobraževanje na ta način, da okolje sprejemamo in da nam pomaga pri, bi rekla, duhovni in duševni rasti. To je nek okvir, ampak v to so vključena potem vsa področja, ki se imenujejo življenje in vsa področja, v katerih smo izobraženi in ki pač smo jih mi že sposobni tako dojeti, da jih lahko predstavljamo. Torej, ne le mali živalski vrt. Tako, in tu je eden od teh delčkov tudi mali živalski vrt, ki je kar velik del, no. Ja, kot sem že malo prej rekel v pogovoru, je to res kamenček celotnega mozaika, kar je družinsko gledališče Kolenc. Potujemo po celi Sloveniji, po šolah, po vrtcih, po kulturnih domovih, po raznoraznih prireditvah, kot so srednjeveški dnevi, raznorazne prireditve za otroke, mladino, družine. Izvajamo programe na Vačah, k nam hodijo otroci iz cele Slovenije, izvajamo pastirske dneve, grajske dneve. Smo pa tudi vodniki po Vačah. Vače so zelo znan slovenski kraj po dveh stvareh. Tam je geometrično središče Slovenije oziroma težišče, če pridete k nam, boste kaj več izvedeli o tem. Pa tam so našli tudi ene izmed najlepših situl na svetu, to je situla z Vač. Najlepša je. Najlepšo situlo. Res. Ja. Tako da ja, živalice v tem kontekstu, kot je že Anka povedala, predstavljamo v sklopu našega poslanstva, torej da širimo sprejemanje, zavedanje sebe in vsega, kar je okrog nas, biti ponosen na sebe in se ne čutiti manj vrednega ali več vrednega od kogarkoli ali česarkoli. Torej biti povezan, enakovreden z vsem. In ena izmed takih vej našega delovanja je tudi mali živalski vrt, s katerim želimo ljudem, otrokom predvsem, ker tam se začne, razbliniti oziroma malo olajšati
strahove, ki so se mogoče nakopičili skozi leta in leta človeštva. Veliko ljudi se boji, naprimer kač, pa sploh ne vejo zakaj, a ne. In zato smo mi tukaj, da pridemo v razred, na šolo, na kakšno prireditev, tudi vrtec, in predstavimo te živalice. Moram poudariti, da nismo, razen enega člana, ki ga danes ni z nami, ker je odsoten, ja, ta je vodja našega živalskega vrta, gospod Zvonimir Kolenc, dolgoletni mož naše Anke. On je biolog in je strokovnjak za te živalice. Ostali člani smo predvsem ljudje, ki te živalice predstavljamo otrokom in jim jih približamo, seveda povemo osnovne podatke, a ne? Ampak naše poslanstvo je predvsem to, da jih otroci doživijo, da so v skupini, in ko je kolektivni duh prisoten, bo veliko prej otrok ali pa oseba, kdorkoli, posegel po tej živalici, ki morda sploh nikoli ne bi. No, prej ste omenili, da ni dobro, da imamo eksotične živali doma, pa vseeno jih veliko ljudi ima. Zakaj in kako moramo skrbeti za njih drugače, kot naprimer za psa ali mačko? Prav gotovo drugače. Vsaka živalica ima svoje zahteve. In ne vem, mogoče sem preslišala ali pa narobe povedala, ni pač dejstvo to, da je prepovedano ali da ni zaželjeno imeti take živalice doma. Zaželjeno je samo to, da pravilno skrbimo za njih. Je pa res, da se pripravlja zakonodaja, ki bo zmanjšala možnosti skrbi oziroma posedovanja takih živali v domačem okolju, kar je velika škoda in mi zelo želimo, da do tega ne bi prišlo, ker nam to omogoča približevanje narave, od katere smo že tako ali pa tako zelo odtujeni. Upajmo, da vseeno bo zakonodaja dopuščala vsaj takim živalskim vrtovom, kot jih imamo mi, da bomo lahko hodili med ljudi in jih ozaveščali in jim omogočali rast na ta način. Če lahko pripomnim, s tem se popolnoma strinjam. To sem jaz prej izjavil, ne? Ja, to je zdaj zgolj moje mnenje, pa mislim tudi, da se strinjamo. Mi smo mnenja, da seveda živalic ni za zapirati, ne? Eksotične živali še posebej še težje, ker se vzamejo iz njihovega okolja in ga pripelješ v neko umetno okolje, ki posnema njihovo naravno, ne? Ampak jaz v tem ne vidim nekega estetskega učinka, ne, zakaj bi, ali pa mogoče ljudje tudi se radi postavljajo s temi živalicami. Tu ne vidim nič dobrega za žival. Če je žival v ujetništvu, pa skrbi za njo, je nekaj drugega. Kot sem rekel, pri nas je to pedagoški proces in jih imamo res za široko publiko in s tem, se pravi, tukaj dodajamo tem živalicam dodano vrednost. Mogoče da bi to bila zakonska neka omejitev. Mogoče, ja, ampak kakorkoli mislim pa, da eksotične živalice, nasploh živali, jaz nasploh sem, recimo, ko vidim, da imajo ljudje ptičke v kletkah, mi to ni všeč. No, kako moramo skrbeti za njih, pa bomo povedali še v današnji oddaji. V družinskem gledališču Kolenc živali predstavite tako, da najprej poveste uganko ali pesmico o živali, pa mislim, da smo z Mišmašovci že pripravljeni na prvo uganko. No, odlično. Ne, čisto na kratko še povem, da je tudi uganka in pesmica, recimo, ki jo predstavimo, pravzaprav združenje poklicev mojega moža pa mene, ki sem pač slavistka oziroma slovenistka, ravno s tem namenom, da bi živalica bolj kompleksno zaživela in da s tem premoščamo tudi nek strah, nek odpor, se pravi, to je ta prva energija, s katero pač živalico naredimo bolj ljubeznivo, bolj sprejemljivo. Odlično. Prva živalica je, živalica, ker tako težko ga ulovimo, grozno se ga vsi bojimo. Ta žuželka ni kot pepelka, dobra, vesela in vdana, je rada sama, je pa tudi v jatah, na hrani, salami, solatah. Vse potaca in okužuje, ko v naših prostorih žre in tudi prezimuje. Katera živalica bi bila to?
Mišmašovci že veste. Tukaj bomo lahko vsak čas videli in to je... To je... Op, pridi, mojster. Evo, takole. Tako, to je ščurek. Ali obstaja več vrst ščurkov in katerega bomo danes poznali? Ja, danes bomo spoznali jamskega ščurka, sicer pa po informacijah, ki sem jih pridobila, jih je 3500 različnih vrst ščurkov. Torej ogromno. Ja, po čem pa ogromno. prepoznamo jamskega ščurka? Jamskega ščurka poznamo po prav posebnem vzorčku, ki ga ima na oprsju. Sicer pa jih prepoznamo po velikosti, po obliki, so seveda vse žuželke, imajo glavo, prse in zadek, to je ampak to je pravzaprav edina stalnica. Tako zelo se vrste med seboj razlikujejo po številu dlačic in tako naprej. No. Je pa zelo hiter. Zelo hiter. Ja, hitrost ščurka na tleh dosega hitrost človeka. Se pravi, približno 5 km na uro gre, tako kot človek hodi. Moram pa povedati, mogoče Anka bi to povedala še v nadaljevanju, vse živalice, ki so pri nas, niso samo ščurki in kače in kakorkoli že, vse živalice imajo tudi svoja imena. In tole je ščurek po imenu Silvo. Tako da, Silvo, pozdravi Mišmašovce, prosim. Aha, takole, ja. No, pred oddajo sem se hecala in sem rekla, da upam, da Silvo ne bo poletel po studiu, pa smo ugotovili, da ni pravzaprav tako, kaj ne? Res je. Silvo je žuželka, ima tudi krila, kot ste lahko že opazili, ampak ko me takole otroci v šolah ali pa ljudje nas sploh vprašajo, ali ščurki znajo leteti, jim na to vprašanje odgovorim z vprašanjem, ali znajo kure leteti. Ali znajo? Ne. Kaj pa počnejo kure? Frčijo. Tako. Ja, bolj frščejo. To je odgovor na vprašanje. Torej, tudi ščurki malo pofrčijo. Nemogoče je, da bi odletel stran, če ga pa takole vržeš, pa malo pofrči. A ne, Silvo? Ja. No, preden se poslovimo od njega, kaj ščurki sploh jedo? Ja, ščurki so, če strokovno rečemo, omnivorni, se pravi vsejedi. Jedo živalsko in rastlinsko hrano, najrajši pa tisto, ki je že rahlo preperila. In s tem se hrani tudi jamski ščurek. Najrajši ima tako že malce nagnite stvari in se po recimo prehranjevanju pač tudi razlikuje od hišnega ščurka. Hišni ščurek ima najrajši kakšne zaloge stare hrane, to, kar pač hranimo doma, pa je mogoče že malo prestaro ali pa je navlaženo, pa je začelo gniti in tako naprej. No, jamski ščurek pa te stvari uporabi v naravi. Tisto, kar že rahlo gnije, najrajši je tako zakopan med kakšnim listjem, v stvareh oziroma v naravnem okolju, ki prepereva in je že pač odslužilo svojemu namenu. Tako da je zelo koristna živalica. Torej, skratka, je vse. Ja, ja. No, od ščurka pa hitimo k drugi živali, pa vas kar prosim za naslednjo uganko. Najlepša hvala, to so pa živalice, ki jih imam zelo rada. In sicer govorila bom, čeprav ta živalica živi v skupini, govorila bom najprej o eni sami. In sicer ta živalica je takale, je večji, če rečemo v fantu, težji, glasnejši od muhe. Noge ima pa gomazeče in suhe. Če te vzljubi, ti privošči v sosed zašepeče, da ti želi še več te sreče. Trdno zapirati vrata vsem za biča, da ne bi tudi on nalezel vse hudiča. Kdo je to? Mišmašovci, že veste, katera žival bi lahko bila? Bom dal še en namig. In sicer se oglaša približno takole, če mi bo uspelo. Ja. Na kaj vas to spominja? Na črička. Ja, res je, na črička, ne? Ja. In tudi večina Slovencev črička pozna, ne? Tako je. Živalica, ki pa se skriva v tej uganki, je pa sorodnik črička, ki se zelo podobno oglaša, pa ni čriček.
Niti ni muren. Ne črička, ampak cvrči. Ja. In ker To je njegov cvrči, glas, ja. ja, ker cvrči, te živalice imenujemo Cvrček. cvrčki oziroma cvrček je to. Cvrček oziroma rjavkasti striček, Ja. mu tudi rečemo. No, po čem pa se razlikuje od črička? Čiriček, predvsem Najprej po oglašanju, a ne? ja, predvsem pa po življenjskem okolju, a ne? Ja. Se pravi, čirički živijo predvsem zunaj, v bližini vinogradov, cvrčki pa v glavnem v hišah, a ne? Ja, ampak cvrčki, da te dopolnim, cvrčki sploh pri nas ne živijo. Za naše, recimo, ožje območje, notranji del Slovenije, če temu tako rečem, pravzaprav niso več značilni, njihova prisotnost v naravi ni več značilna. V glavnem ga imamo predvsem na Primorskem še. Ravno zaradi teh sprememb, ki smo jih v zadnjih skoraj da 50 letih doživeli, glede na gradnjo, glede na domove, kakršne imamo, vse strogo zatesnjene in tako naprej. To so živali, ki so drugače normalno živele pri nas v kmečkem okolju, ker smo imeli pač možnosti, pozimi so se umaknile v naša prebivališča, ker smo pač nismo imeli zatesnjenih stvari in so se zadrževale v črnih kuhinjah, tam, kjer smo jedli, so jedli drobtinice kruha in gospodinje so jih sprejele kot domačo živalico. Danes so pa to za naše ožje območje že eksotične živali, ko smo se prej spraševali, katere so, a ne? To so živali, ki pač pri nas v recimo večini slovenskega območja, razen na Primorskem, več ne živijo. Na Primorskem so pa temperature zaenkrat še takšne, da pač je ta možnost za njihovo življenje v naravi še prisotna. No, prej smo povedali že za ščurka, pa dajmo še za njih, s čim se prehranjujejo torej? Zelo podobno prehrano imajo. No, ko so v jetništvu moče, lahko omenim, da imajo radi kakšen največ odpadno hrano, kakšno malo nagnilo solatko, razmočen kruh, ki ga več pač ne bomo jedli, tudi kakšna preperela mislim, že nagnita živalica, kakšni ostanki, recimo, če kakšno kokoško pripravljamo, se zdaj že dobimo vse, že zrezano kokošjo meso, ampak kaj takega, kar nam ostane, tudi od mesa, skratka so vse jedi, ravno tako kot ščurki. No, spoznali smo že dve zanimivi živali, zdaj pa je čas za kratek glasbeni predah. Rekla mi je, da si želi, ampak ne more. Sanje so luč, ki ne razkrivajo poti. Tavala je vsa zaslepljena od svetlobe, iskala senco, da spočije si oči. Saj jim na zemlji nič ne manjka, a še bi sanjala zaspanka. Vedno sanjala je zvezde skozi svoj daljnogled, skozi solze v očeh je uživala razgled. Bil je blizu, bil je daleč, bil je nič in vse, njen zamegljeni daljnogled. Skrivala je svoj žarek sonca v meglici, bala se je, da pogasili bi ga ji. Ona bi šla, zajela sonce bi na žlici, a kaj ko za hrbtom se ji luna smeji. Vedno sanjala je zvezde skozi svoj daljnogled, skozi solze v očeh je uživala razgled. Bil je blizu, bil je daleč, bil
sanjala je zvezde skozi svoj daljnogled, skozi solze v očeh je uživala razgled. Bil je blizu, bil je daleč, bil je nič in vse. In zamegljeni daljnogled. Smo že nazaj. V današnji oddaji spoznavamo eksotične živali in že čas za naslednjo. Ja, naslednja žival bi jo pa predstavila v pesmici, ampak tako čisto skrajšani in tako samo s solmizacijskimi zlogi, da ni zdan, katera je. No, takole gre. La 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 la. La 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 la. La 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 la. No, prepričana sem, da naši mišmaševci poznajo to pesem. Ja, v tej pesmi več živalic nastopa, naslov je Živali v jeseni, ampak ena od teh živalic, ki tam nastopa, jo imamo tudi mi danes s seboj. Kaj mislite? Katero izmed teh živali, ki nastopajo v pesmici, imamo danes tukaj? Ježka, veverico, lastovico, morda medveda? No, vsi tisti, ki ste rekli ježka, imate prav. Ampak to ni navaden ježek, kaj ne? Ne, to je prav poseben ježek in sodi v to skupino, o kateri smo prej govorili že čisto na začetku, a ne? Pa nismo našteli vseh teh živali, ampak jih počasi spoznavamo. In eden od teh je, nekateri biologi rečejo, živalica, ki je podobna ježku. Ima kar nekaj lastnosti takih kot ježek, nekatere so pa malo drugačne. Te lastnosti, ki jih ima vsak ježek, so, da zelo slabo vidi, zelo dobro sliši in zelo dobro voha. To je madagaskarski ščetinasti praježek, ki mu rečejo tenrek. Praježek pravijo zaradi tega, ker v tem obstaja posebna zgodba, da je to prvi ježek, ki je bil na svetu sploh. In živi v tako ugodnem okolju na Madagaskarju, da nima sršečih in strupenih in, bi rekla, neprijaznih orodij na svojem telesu, zaradi tega, ker ima tako ugodno okolje. Njegova posebnost je seveda žužkojet, ravno tako kot naši ježki, ampak njegova posebnost je, da ima zelo močen oprijem in pleza tudi po drevesih lahko. In tam lovi žuželke. Je pa ravno tako nočna žival kot naš ježek. Druga posebnost je, da nima repka, lahko ga Lovro malo dvigneš. Ja, ampak ima eno tako trikotno odebeljeno orodje, kamor spravlja svojo maščobo in zato lahko zelo, zelo dolgo spi. Naši ježki, vemo, da se tako, da spomladi že začnejo prebujati, naši beloprsi ježki, ki pri nas živijo, a ne? In zaradi tega veliko ježkov tudi pogine v tem jesenskem sklopu, bi rekla, rojevanja, a ne? No, tile ježki pa lahko do pol leta spijo, ker imajo to maščobo v repku, ki jo, oziroma v zadnjem delu, ki jo s pridom lahko izkoristijo. Ker imajo prijazno okolje, so tudi ti prijazni. Naši ježki vemo, da se jim na 2 metra približamo, pa že pihajo in se že čisto nasršijo, da ga še z rokavicami težko primejo, a ne? Ti ježki pa sploh bodic nimajo, imajo ščetine in jaz včasih, ko se pogovarjamo o njih, rečem: prijateljčki otroci, če se ne bojite svoje zobne ščetke, se tudi tega ježka ni treba bati, ker pobožajmo ga od glavice proti repku. No, pa res ne pika. Kaj pa ostali ježi, ki imajo bodice, so nevarne? Ne, bodice načeloma niso nevarne. Nevarne so samo toliko, ker so zelo umazane. Namreč naši ježki imajo za svojo, bi rekla, obrambo
zato, da lažje preživijo, da so bolj odporni za svojo odpornost, se, tako kot govorijo nekatere pesmice, pri nas, da tudi mi potrebujemo nekaj umazanije, zato da smo bolj odporni. Ježki pa zelo veliko potrebujejo in si s tem krepijo odpornost in pravzaprav se nam vnamejo lahko dlani, če ga primemo kar tako, ko je nasršena, ne pa da se nam ta umazanija zarine v dlani. No, preden nadaljujemo, še eno hitro vprašanje. Prebrala sem, da so samotarske živali. Kaj to pomeni? Moram reči, da te živalice, konkretno, ko govorimo o našem teneriku, niso samotarske. Že ko se skotijo, imajo približno 20 bratcev, do 25 bratcev in sestric lahko. Naši ježki, ki živijo pri nas, so pa res bolj samotarski, ampak so družinski. Se pravi, da živijo pravzaprav na podoben način kot mi ljudje. Kot družinica in oče jež skrbi z mamico ježko za svoj podmladek, ki se potem pač odseli, ko odraste in si ustvari novo družino in tako naprej. No, hvala za tole predstavitev ježka. Naslednja žival, ki jo imata s seboj, pa ni ravno eksotična, saj živi v našem okolju, je pa vseeno žival, ki je ponavadi nimamo za hišnega ljubljenčka oziroma še vedno pri veliko ljudeh sproža nelagodje. Prisluhnimo uganki in poskusimo ugotoviti, katera je. Hvala. Živalica, ki je pa zdaj na vrsti, ima kožico med prsti. Samo takrat, ko se razmnožuje, to je zelo pomembna informacija, samo takrat, ko se razmnožuje, živi v vodi. Nikoli ni rada glasna, ampak v njo lahko zaklete princeska krasna. Katera živalica je to? No, mislim, da so mišmaševci že ugotovili. Aha. Mogoče je kdo mislil, da je žaba, pa ni ravno žaba, je pa sorodnica žabe, kaj ne? Ja, sorodnica, ki jo zamenjujejo z žabo. In ena ključnih, bi rekla, razlik med žabo in krastačo je ravno v tem, da žabica bolj ali manj ves čas živi v vodi ali pa v neposredni bližini, krastača pa ne. Krastača pa takrat, ko izpolni svojo ljubezensko vlogo, ali pa, ko se že razvijajo paglavci v odraslo žival, vodo zapusti in se vanjo vrne samo takrat, ko se znova razmnožuje, se pravi na svojo ljubezensko pot, če temu tako rečem. Torej, z nami v studiu je krastača. Kako je ime? Pikica je to. Ja. Pikica. Ježko, prej smo povedali, kako mu je Nismo bilo ime? povedali. Nismo. Je bila pa deklica, Biserka. Biserka? Ja, že zelo odrasla, že, ki je že imela pač tudi svojo družinico, je že pač imela hčerkico, tako da ja. Torej, Biserka, zdaj pa z nami Pikica. Ja. S čim se prehranjuje Pikica in kako? Pikica se prehranjuje, je zelo koristna živalica, prehranjuje se pa predvsem z žuželkami. Zato ima čudovito orodje, lepljiv jeziček, najbrž to vsi vemo, tudi vsi mišmaševci, kaj ne. To je res tako orodje, ki omogoča, da si pridobi tudi tako hitro letečo hrano, ki jo je drugače težko ujeti, navadno, še ljudje jo težko ujamemo, kaj ne? Ampak krastača je vztrajna, postavi se na svoje zadnje krake in čaka. In ko muhe so zvedave in sedajo čisto vse povsod, ne? Ko predrzno se približuje krastači do take mere, da jo lahko celo krastača sliši, sproži hitro svoj jeziček in v trenutku je muhica v njenem trebuščku. Še eno vprašanje, so krastače strupene? Za nas ljudi ne. Za nas ljudi zanesljivo ne, za druge živali pa. In sicer imajo zelo močne, dve močni strupni žlezi mislim, med očmi in po celem telesu pravzaprav, ampak največja koncentracija strupa je pri očeh oziroma na glavi. Ampak strupena je ta tekočina
če temu tako rečem, za kužke, za mucke, za vse živali, ki se nevarno približajo ali celo ugriznejo krastačo. Za nekatere kužke je baje ta ugriz lahko tudi smrten. Sicer pa ta tekočina, ki jo spuščajo krastače, moram reči, da to ni lulanje, kot si nekateri predstavljajo, ampak krastača potrebuje vlago in zaradi tega ima rezervo vode pri sebi in to je to lulanje. Kadar je v takih, bi rekla, okoliščinah, ko je malo strah ali pa nenavadnih okoliščinah, skratka, to vodo spusti, ampak za nas ljudi ni niti malo nevarna. Mogoče bi nas malo zapeklo, če bi se pobožali po sluznici ali pa povrtali po nosu, a ne, ampak to bi zelo hitro minilo. Sicer pa, to moram povedati, da imata krastača in žabica veliko takih skupnih lastnosti. Mogoče največji pokazatelj ni koža, ki je pri večini krastač hrapava, mozolčasta in tudi barvno drugačna, kot jo imajo žabice, ker imajo žabice tudi tu in tam tako kožo in tako barvo. Zato je največji pokazatelj oziroma ta razlika, kot sem rekla, da se zadržujejo žabice pri vodi praviloma, krastače pa so na kopnem predvsem največ časa in oblika, njihova oblika se pravi, da so krastače bolj okroglaste, žabice imajo pa bolj, bi rekla, tako oglato, podolgovato obliko, pa to, da imajo žabice krajše zadnje krake, zato ne morejo skakati tako visoko kot žabice in pač žabice pa imajo to, a ne? No, tako zdaj pa je čas, da se počasi poslovimo od Pikice in si privoščimo malo glasbe. Pomolu sam, gledaš v nebo in skrivaš solze, ona pa sama gre naprej. A vem, da ti ne veš, da že nekaj let potiho čakam, nora na te, zaljubljena. Morda ti jutri bo vseeno, zadela te bo puščica in val ljubezni, nove ljubezni, te zadev bo kakor strela z jasnega. Ljubi, ne sprašujem se, oči začarane, svet z mano pleše, poljubim sonce, ne vidim tebe. Tako, smo že nazaj.
Ker nas čas malo preganja, bomo žal naslednje uganke izpustili, pa bom kar jaz povedala, katera je naslednja žival. Zdaj je tukaj z nami puščavski kakač, ki mu rečemo kako še? Ne puščavski kakač, ampak Skakač. skakač. Ja. Ne kaka v puščavi, ampak skače v puščavi. Ampak kaka tudi. Kaka tudi, ja. Ampak predvsem je znam potem, ker toliko skače. To je puščavski skakač, ki ima danes izmed vseh živali največ imen tukaj. To je puščavski skakač, puščavska miš tekačica ali tudi gerbil, rečemo taki živalici. No, mi v našem malem živalskem vrtu pa ga kličemo Štefan. Tako da Štefan, pozdravi Mišmaševce. Mislim, da so to kar blizu tvojemu imenu, ne? Ker to je seveda tudi sorodnik naše miške. Ne? Kot pa že ime pove, živi v puščavi, v resnici živi v polpuščavah in stepah puščave Gobi, to je v Aziji, mongolski skakač mu tudi rečejo. In drugi del imena skakač pa to, da zelo dobro skače, ne? Zaradi tega tudi takšen dolg rep, ki ga uporablja za ravnotežje pri skakanju. Kot zanimivost moram povedati to, da je to živalica, ki je zelo dobro prilagojena na življenje v polpuščavah, se pravi, ker je tam vroče in malo vode, vso vodo, ki jo že dobi, ne da več nazaj ven. Se pravi, skoraj da nič ne lula, se ne znoji, voda, ki pride van, ne gre več ven. A ne? Tudi njegovi kakci so vsled tega zelo trdi in suhi. A ne? Je pa to živalica, ki živi pod zemljo, koplje rove, živi v družinicah. In je zelo skromna. In je zelo skromna, ja. Tako. To je naš Štefan. No, od puhastega Štefana pa k malo manj puhasti živali, ki pa je želva. Želva rumenovratka, kaj ne? Ja. Pa ima njeno ime rumenovratka kakšen poseben pomen? To je naša rumenovratka Metka in seveda njeno ime, vrste, ima tudi poseben pomen. Poglejte, ima dve rumeni lisi, a ne? Za razliko od recimo rdeče vratk, ki imajo pa rdeče lise in seveda tudi večino rumene barve, a ne? Imajo rumeno vratke. Ja, to je živalica, ki je ravno tako prinešena sem, se pravi, živi v reki Mississippi, večina teh živalic, ki je dovolj počasna, da je za njo zelo ugodna. Moram pa reči, da so tudi v Sloveniji ugodne razmere za njo, zato vedno posvarim, pa ne samo zaradi želvice, lahko grejo stvari v drugo skrajnost, lahko je to živalica, ki je neprilagodljiva našemu okolju. Živalica rumenovratka je ravno obratno zelo prilagodljiva, zato je pri nas v Ljubljanskem barju že nagnala našo avtohtono želvico, a ne, ker pač dobro prezimi in potem spomladi seveda se nagrmadijo nove želvice in ima izjemno dobre okoliščine za svoj razvoj. Ali je res, da želve čutijo, če jih božamo po oklepu? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Predstavljajte si svoje roževinaste nohte, kakšen je občutek, ko jih pobožate. Tu je pa recimo debelina še 100-krat večja, a ne? Se pravi, da nekaj čuti, ne moremo reči, da ne, a ne? Nekaj čuti, ampak recimo mogoče 200-krat manj kot mi, ko se pobožamo po nohtu, recimo, a ne? Pa bi lahko srečali želvo, ki ne bi imela oklepa? Težko, ker je take želve ni, je pa res, da te želvice, ko se zležejo, nimajo oklepov. In njihova prva pot je, seveda tam ta gnezda, ki so, kjerkoli pa že so v naravnem okolju v Ameriki, tam ob reki Mississippi, ne, so zelo oblegana in to je že, bi rekla, naravna selekcija tam na licu mesta, zato je teh želvic po svetu vedno primerno število, a ne? Zato, ker jih mogoče 1/4 preživi na licu mesta, ravno zaradi tega, kot ste rekli, ker so takrat edino živalice gole. Potem grejo k reki, se zarinejo v rečno blato in eno celo leto prespijo. V tistem času jim pa zraste oklep in se obnašajo kot odrasle želvice, čeprav še niso odrasle, a ne? Pa nas lahko metka ugrizne? Moram reči, da želvice, se pravi o tej, o kateri jaz največ vem, ne more ugrizniti, ker nima zob.
ima samo močne čeljusti, ki pa so res nazobčane in to mi zamenjujemo z zobmi in zelo dobro zna uščipniti. Naša Metka sicer ne, ker je navajena, ker ima ves čas pač zelo ugodne razmere, nima slabih izkušenj, se pravi v življenju ni še nikogar uščipnila, a ne? Ampak varujmo se želvic, ki jih ne poznamo, ker niso navajeni in imajo mogoče slabe izkušnje. Takrat je pa treba teči k najbližjemu mlaki, vedru, čemurkoli, ker v vodi potem spusti. No, kaj pa potem je, če nima zob? Ima zelo pisano prehrano, v sladki vodi je doma, a ne? In v sladki vodi ima cel spekter živalic, ki jih lahko poje, majhne ribice, rakce, na koncu celo plankton. No, ko pride pa na kopno, postane pa velika ljubiteljica rastlinske hrane. Tako da odrasli želve, ki potujejo, ker del, bi rekla, življenja tudi na kopnem preživijo, so zelo nevarne za kakšen vrt, ki ga pač zelo dobro oplenijo. Kajti tam nekje po svojem 35. letu postanejo rastlinojede, povsem rastlinojede. No, spoznali smo že kar 6 živali, pa še ena nas čaka. Najbolje, da jo kar sama predstavita. Katera žival je to? Odlično, da je ostalo še toliko časa. To je pa navadni udav Miško. Miško? Ja, navadni udav Miško, ki je pa zelo prijazna kača. Se pravi, kača, ki načeloma ne ugrizne, pa tudi, če bi malo potipala, kakšni smo, ni strupena. Kače ločimo samo potem, da nas ugriznejo ali ne, oziroma če imajo te svoje strupnike. Tudi kače imajo dolg jeziček, kaj pa kače jejo? Moram reči, da pri kačah se vsi najbolj bojijo jezička, čeprav je jeziček nekaj, s čimer se kača orientira v okolju. Mi imamo, tako kot ste že danes rekli, oči, ušesa, roke, noge, da potipamo, skratka, in se orientiramo v okolju. Kača pa lahko samo leze in pač ima ta svoj jeziček, ki je najbolj pomemben za njeno orientacijo, od vonja, okusa in tako naprej. Moram reči, da edino, kar je pripomoček v telesu, so še njene luske, ki jih ima prav tukaj, če bi potipali, zrasle v nasprotno smer, kar jim omogoča, da se na vsako okolje, ki je vsaj malo hrapavo, lahko prav zahakla, da ne pade. Drugače ima pa mogočno mišičasto telo, ki tudi omogoča, da se dviguje, pada in tako naprej. S čim pa se Miško prehranjuje? Miško se prehranjuje z majhnimi sesalci, miškami, podganami in tako naprej. Pravi, pri nas živali, ki živijo v gozdu, pač ne pridejo v poštev, tiste pač, ki jih ima v svojem naravnem okolju. Mi jo predvsem hranimo z miškami, ki so kontrolirane, ker se pač obiskujemo šole, vrtce in tako naprej. Mora biti vsa hrana in vse, kar ji dajemo, pregledano in tudi njo je treba pregledati vsake toliko časa. Je pa zelo redko, ne? Ja, mogoče še to, pomen oziroma posebnost, da se prehranjuje enkrat do 2-krat na mesec. To je živalica, ki jo lahko pustimo, recimo tudi, ko gremo na dopust, ji damo hrano, predno gremo in ji potem znova damo, ko se vrnemo. Torej, ni tako veliko dela s kačo? Ne, s kačo sploh ne. In te vrste so zelo prijazne živalice in tudi lene. Bi rekla, od enega odgojiteljev sem izvedela, da pravzaprav v naravnem okolju tam pač se giba počasi, ždi bolj večino časa in če res ni zelo, zelo lačna, se tudi na kakšno miško oziroma na kakšnega majhnega sesalca sploh ne odzove, ker se ji ne da. Tako, hvala Miško, hvala vama za današnji obisk in za vse zanimive informacije, ki ste jih delila z nami. Hvala za povabilo. Najlepša hvala. Mišmašeci, tako, danes smo spoznali kar 7 eksotičnih živali, ki mogoče izgledajo strašne,
pa v resnici niso. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri.